Dramo Pomladno prebojenje je napisal nemški dramatik Frank Wedekind. V njej pa kritizira meščansko spolno moralo, ki mlade zatira pri odkrivanju lastne identitete. Nekateri se temu uprejo, druge zlomi. Gre za na slovenskih tleh redko uprizorjeno dramo tako imenovanega jugendstila o tabujih, zapovedanem sramu in močnih občutkih krivde, ki jih pri mladih povzročijo s konzervativno miselnostjo prežeti odrasli. Besedilo je priredila Sara Marn-Ženko. Od Wedekinda je sicer Lulu najbolj znana, tole Pomladno prebujanje pa je bolj poznano kot musical. In ona je to našla zelo slab prevod iz leta 1932 in potem smo ga obdelali, tudi dramaturško ga je obdelala, zaključek je malo spremenila pa tak dalje. In se nam je zdelo v redu, potem pa smo se odločili, da bomo v mariborščini govorili, ker bi bilo zelo nenaravno, ker mora biti pogovorni jezik, zdaj pa slovenski pogovorni jezik je nam tuj, ker je to ljubljanščina. Si ga že prebral? Skoraj, pa skupaj beremo. Meni je bilo dejansko težje, ker sem navajen igrati navajen sem na knjižno slovenščino, ko sem na odru, tako da sem bolj potreboval lektorstvo za štajerščino, kot pa sem v prejšnjih letih za knjižno slovenščino. Tudi avtorje veliki v izvirniku nemščini ne govorijo zbornega jezika, tako zgodba doseže večjo pristnost. Glavni lik Melchiorja je iskren in uporniški mladenič, ki v svoji nebrzdanosti nehote zakrivi smrt dveh sošolcev. Na začetku je bilo najtežje, ker že tekst je malo težji, ker nam je malo tuj. Mislim res, da so take teme za nas mlade, ampak so ti prizori so takšni bolj zahtevni, naprimer ravno tisto posilstvo, tisto res bilo neprijetno zadelati in res je neprijetno odigrati, ampak vedno, ko je konec, se tako malo sprostim in vem, da je za mano. Meni se zdi najtežje v bistvu to, da igraš deklico, ki je 3 leta mlajša od tebe, pa je še vedno težko. To je v bistvu najtežji del meni, ker potem ko sva z Amijem šla dovoljkrat skozi, pa se dovoljkrat pogovorila, gre ta prizor s posilstvom in s temi stvarmi tekoče skozi, ker sva se nekako oba odtujila in tako mehansko delala. Teda v bistvu najtežji problem bil igrati 3 leta mlajše otroke. Iz vsake vaje je bilo lažje in se nam je spostavili neko kemijo, mama, hčerka, odnos med mamo in hčerko, tako da polja vsaka vaja je prinesla nekaj novega. Mislim, stara sem 18 let in zdaj preklopiti v vlogo starejše osebe je res, kar preskok. Eneja Sajko na presunljiv način vdihne življenje liku Vendle Bergman, razigrane od življenja prekipevajoče najstnice, ki svojo zaljubljenost in svobodomiselnost plača s prezgodnjo nosečnostjo in na koncu s smrtjo. Moritz je občutljiv najstnik, ki ne zmore prenesti pritiskov šole in svojih s krivdo zaznamovanih občutkov prebujajoče se spolnosti in stori samomor. Šlo naj bi za resnični dogodek izpred 100 let, ki ga je dramatik kot enega osrednjih motivov vključil v zgodbo. V bistvu sem se sprva moral res poglobiti v to mišljenje, da sem v takem okolju, ker je res vse to mišljenje o spolnosti in vse tako zatirano. In potem v bistvu stopnjevati to depresijo, to nerazumevanje, to močno notranjo čutnost, v ta vrhunec, ki se potem zgodi v tem monologu. Ja, to je kar napor. Mislim, vsaki vikend vaje, tudi med tednom 2 do 3 vaje, poleg tega še delam, pa še šola, pa sptuja sem, tako da se vozim, tako da je napeto, ampak mislim, da če se čas vzame, se tudi vedno najde. Igralska ekipa, vsi stari med 16 in 18 let, je prikazala usklajeno, suvereno, natančno in emocionalno odprto igro, ki gledalcu zleze pod kožo. Odlična je tudi minimalistična scenografija, ki ves ansambel skozi vso predstavo drži na odru. Gledališče Gnosis drugo leto praznuje že 20 let obstoja. Zdaj res šli smo kar širok repertoar skozi. Delali smo tudi stvari izredno zahtevne postmodernizma, smo kar precej delali in tudi te predstave so tudi bile uspešne. Zdaj dejansko smo dobili čisto vse nagrade, kar lahko mladinsko gledališče dobi pri nas. Jaz imam zmeraj kakšne, ki grejo na spremne izpite na akademijo in mora biti že zadnja predstava v 4. letniku izziv in potem tudi igrajo tile glavne vloge, zato da imajo čim več izkušnj odrskih. Ponovitev predstave bo ta četrtek 5. aprila ob 19:30 v amfiteatru 2. gimnazije. 11. aprila pa se bodo predstavili na festivalu Transgeneracije v Cankarjevem domu.